Zdaj, če dobro razmislim, so moji začetki najbolj povezani s tipografijo. Tam nekje po pričevalcih, stari mami, sem nekje pri letu pa pol začel pisati. Bil sem, temu se reče menda avtodidakt, kar pomeni, da ne da bi me učili, sem sam od sebe v bistvu prišel do tega, da sem začel prepoznavati črke, jih začel brati, pa kmalu potem tudi reproducirati. Kar pomeni, da so te črke pač dosti tako v otroških izvedbah ostale ali pa ne ostale, zapisane na material ali pa v eter, ker jaz sem te črke pogosto pač pisal po zraku, ali pa sem jih sestavil iz barvic na mizo in starši so čisto slučajno enkrat opazili, da znam brati. Takrat je pač naša antena premogla Slovenijo oziroma Ljubljano 1, Ljubljano 2 pa TV Zagreb. In slučajno smo imeli prižgan TV Zagreb in njihova špica TV Dnevnika se je pa animirala črko po črko. In jaz sem prebral Vijesti. Kar me je mama vprašala, a to je pač napovedovalka rekla Vijesti. Pa sem rekel, ne, črke so šle gor po ekranu VIJSTI. In pa je rekla, ti bereš. Tam nekje pri 9. letu starosti mi je stric Dušan Grobovšek, ki je ravno tako Kranjčan in prvi diplomiranec oddelka za oblikovanje v Ljubljani, mi je dal predme eno risalno desko in svinčnik na take ekstremno debele polcentimetrske mince. Pa je rekel, zdaj me prosim nariši. In v tistem obdobju od 9. do 11. leta je nastal en tak tokle debel fascikel teh družinskih portretov. Večinoma sem risal staro mamo, starega očeta, strica, kakšne obiskovalce. Na srednji oblikovni šoli me je pa vzela v roke Polona Mulej, pa kasneje Blanche Deglerja. Te dva sta bila mogoče najpomembnejša za moj razvoj kot oblikovalca. Polona Mulej nas je nekako resetirala. Je imela en tak rahlo agresiven princip in nas je mogoče prestrašila do te mere, da so se naši možgani čisto resetirali in so bili znova dojemljivi za znanja, ki jih je ona kot pedagog nam predajala, ne. In to sem nekako razumel, pač ne to metodo, ampak to lepoto pa nujnost predajanja teh znanj. Sem pa kasneje pri prehodu iz srednje oblikovne šole na oddelek za oblikovanje Akademije za likovno umetnost in oblikovanje relativno hitro ugotovil, da se je ta trening v otroštvu na nek način obrestoval, ker sem postal neke vrste mentor svojim sošolcem, če so to želeli, pa običajno niso, tudi kakšnim višjim letnikom.
In to so opazili moji profesori, predvsem Ranko Novak, Peter Skalar, ter me v bistvu že takrat začela pripravljati na to, da bi mogoče nekoč se vrnil in poučeval. Vmes sem imel še željo iti študirati v Združene države, ampak takrat, ko sem bil najbolj goden za to, se je zgodil ta napad 11. septembra. Hkrati se mi je pa ta obisk New Yorka rahlo priskutil. Enostavno tega hladu, tamkajšnjih prebivalcev nisem uspel ponotraniti. No in ja, že par let po zaključku študija, po magisteriju, me je Peter Skalar poklical ter vključil v poučevanje na drugi fakulteti, kamor sem se enkrat tedensko vozil za eno tako intenzivno 7-urno druženje s tamkajšnjimi študenti. Tako da običajno se nazaj nisem nikoli vrnil brez vsaj 2 zaužitih nalgzinov. Leto kasneje so me pa prvič angažirali na oddelku za oblikovanje. Tam sem učil 3 leta, zdaj pa se po določenem obdobju znova vračam v prosveto. Ker smo neke vrste tranzicijska država, v tem smislu samo oblikovanje ni uspelo zares komunicirati svoje lastne stroke pri široki javnosti. In široka javnost večinoma nas dojema kot umetnike. Gre sicer za to, da uporabljamo orodja iz likovne umetnosti pri kodiranju sporočil v vizualno oziroma likovno, ampak v svoji naravi oblikovalci ne bi smeli biti umetniki. Distinkcija je predvsem v tem, da pri večini svojega dela ne komuniciramo samih sebe, ampak smo tukaj v vlogi reševalca komunikacijskih težav pri naročniku. Bodi se gre za organizacijo, produkte, ki jih ponujajo, ali pa storitve, ki jih ponujajo na trgu. Tako da smo vedno v službi, da preko filtrov sporočanja, kamor spada tudi celostna grafična podoba, pomagamo naročnikom navzven, pa seveda tudi navznoter, napram zaposlenim recimo, komunicirati, kaj oni so. In pri oblikovanju gre vedno za podajanje neke obljube. Za obljube, kaj je srčika tiste organizacije. Se pravi, kaj počnejo in kako to počnejo, kaj so njihove največje prednosti med konkurenti, pa kaj je vizija običajno za razvoj te organizacije ali pa produkta. Edino delo, ki se nekoliko razlikuje od tega, se pravi 90% vsega, česar počnem, je vizualni komentar. Tukaj se pa izrazi pač ta možnost, da lahko postanem tvoren državljan, ker moj lasten poklic omogoča
da z enim hitrim jezikom, ker vizualne komunikacije so zelo hiter jezik. Pravijo poljski psihologi, da lahko vizualna komunikacija sporoča tam do 30.000-krat hitrejše kot pisana beseda. Ne? In tukaj imamo možnost, da se aktiviramo kot državljani. Se pravi, še posebej v nekih politično občutljivih, težkih časih, ko se čutimo najbolj nemočni, ko nam gospodarijo ljudje, ki ne samo, da jih nismo mi izvolili, ki si jih na noben način nismo želeli, v nobeni mori si jih nismo predstavljali, da bojo naši vladarji, takrat lahko skomuniciramo težave, ki jih vidimo pri njihovem vladanju. Težava pri ministrih je, da so nekako pozabili etimologijo besede minister. Minister, če gledamo etimološko, pomeni nekdo, ki služi. Se pravi, oni bi mogli služiti nam, delati za nas in ne obratno. In moj prvi tak projekt, ki se je tega na nek način dotaknil, je bila celostna grafična podoba Ministrstva za kulturo Republike Slovenije. Tam sem ta težek birokratski naziv Republika Slovenija, Ministrstvo za kulturo, nadomestil z besedo kultura. Zakaj? Zato, ker sem želel ta birokratski aparat malo razrahljati, malo približati spet osnovam, kaj naj bi Ministrstvo za kulturo pravzaprav bilo. In v osnovnem gradniku sem zato vzel besedo kultura brez velike začetnice, jo vmes razčlenil s posameznimi vejicami. Zakaj? Zato, ker slovenski jezik je podstat slovenske kulture in te vejice so bile različne, zato ker kulturo sestavljajo različne panoge, jih pa ni samo 6. Zato na koncu temu sledi tropičje. 3 pike, ki komunicirajo, da teh panog ni zgolj 6, da se kultura širi in da se kultura razvija. Če katera beseda opiše vizualni komentar, je to hitrost. Ta hitrost je vezana tako na proces dela, ki je zelo hiter, relativno hiter. Se pravi, za te dnevne publikacije, kot je naslovnica časopisa Dnevnik, običajno je naše delo omejeno na tam nekje od 3 do 6 ur, kadar pa govorimo o tedenski publikaciji, recimo o Objektiv, imamo pa časa bruto od brifiranja do končne oddaje v tisk med 36 in 48 ur. In kot drugo, naša največja primerjalna prednost je hitrost. In ja, pri vizualnem komentarju priloge, kot je Objektiv, imamo nalogo pri prelistavanju ujeti bralca v kakšni sekundi pa pol. To je tisto naše okno, ali pa včasih še manj, da ne preskoči naslovnice. Se pravi, najprej ga moramo ujeti z nekim teaserjem, z nekim nagovorom, ki je
pač dovolj zanimiv za njegov perceptivni organ. Kasneje moramo pa pač zadržati njegove možgane. Hkrati je pa vizualni komentar relativno hitro pokvarljiva roba, ker je umeščena običajno v kontekst tistih parih dni ali pa enega tedna. Zato je cela razstava podnaslovljena, ker v tistem tednu so določene teme lahko tako zelo prezentne, da niti ne rabijo naslova na naslovnici, da bi jo ljudje razbrali. Ampak kasneje, že po enem mesecu je pa lahko ta kontekst popolnoma pozabimo. Zato ta razstava ni lepa razglednica, razstava lepih del, ampak je v bistvu pobeg, transport v nek polpretekli čas, sprehod po tej časovni premici. In v pomoč razumevanju, uživetju v trenutek tistega tedna sem vsa dela opremo z razlagalnimi teksti, s kratkimi opisi, kaj je bila situacija politična v tistem trenutku, v času. Osnovna želja je bila narediti pregledno razstavo ter katalog. Kasneje sem pa se začel spraševati o tem, kaj razstava nudi. In razstava je nek prostor, kjer ti lahko človeku daš en odmik, eno udobje izoliranega časa od tistega trenutka, zato da naredi neko avtorefleksijo. In glede na to, da je ta prostor fantastičen in zelo velik, se mi zdelo bolj ustrezno kot pregledno razstavo narediti razstavo s konceptom. Zato sem jo omejil na vizualni komentar, kjer si dela zadnjih 20 let sledijo kronološko. Zakaj? Meni pri tej razstavi ni bil najpomembnejši estetski izplen, ampak bolj to, da današnji naravi človeka, ko je bitje s kratko pozornostjo, ponudim možnost obiskati tisto polpreteklo obdobje, ter mu dati možnost, da se skozi ta sprožen spomin, skozi to Magdalenico na te polpretekle čase, preko nekih težkih trenutkov, ki smo jih skupaj doživljali, tudi kaj nauči.